Svetnikom na ti. Svetnikom na ti. Razmišljanje Gregorja Čušina. Ljubi moj sveti Andrej Corsini, ne spadaš med najbolj znane svetnike in če bi te že kdo uzrl namalanega na kaki oltarni sliki, cerkveni kupoli ali steni, bi te zmotno lahko imel za preroka Izaija, kajti običajno te upodabljajo skupaj z volkom in jagnjetom in Izaijeva preroška pesnitev o novih časih, v katerih se bosta volk in jagnje skupaj pasla, je med ljudmi precej bolj poznana kot tvoje življenje. Bil si dolgo pričakovan, zaželjen in izmoljen otrok. In kot se v takih primerih rado zgodi, se je veselje staršev ob tvojem rojstvu nadaljevalo s preveč ljubečo, predvsem pa popustljivo vzgojo, ki se je stopnjevala v razvajenost in trmo. Na starševska svarila pa si odgovarjal s kljubovanjem in zmerjanjem. Potem pa ti je užaloščena, sklepam pa, da predvsem do kraja utrujena in naporov naveličena mati razkrila sanje, ki jih imela na noč pred tvojim rojstvom. Sanjalo se je namreč, da je rodila volka, ki se je, ko je prestopil prag cerkve, spremenil v jagnje. Te sanje so te pretresle tako zelo, da si dejansko prestopil cerkveni prag in prav pred tisto Marijino podobo, pred katero sta nekoč tvoja oče in mati goreče molila, da bi te dobila, še bolj goreče molil k Mariji, da bi ti spremenila srce in skvarjeno narav. In kot si prej pretiraval s posvetnim uživaštvom in samopašnostjo, si zdaj začel pretiravati s pokoro, molitvijo in dobrimi deli. A ker so to reči, ki so povezane z ljubeznijo do Boga pa nikoli ne moremo zadosti pretiravati, se je tvoje življenje obrnilo v pravo smer, kar se običajno zgodi po spreobrnjenju. Ni nujno seveda, običajno pa. Ko takole pri sebi premišljujem tvojo zgodbo, ljubi moj sveti Andrej, mi je takoj malo bolj jasno, zakaj iz srečanj z nekaterimi ljudmi odhajam dalje ranjen, oblajan in z raztrgano dušo. Kako bi sploh lahko bilo drugače, ko pa me je v kremplji dobil razvajen volk? Kako naj se ubogojagnje branim? No, malce pretiravam, priznam, kajti če sebe razglasim za ubogojagnje, spravim v smeh vsaj svoje domače, če ne že kar bližno in daljno okolico. Se tale samooklicani jagenjček dostikrat pokaže močne ovnovske roge, ki so kos krdelu, ne le osamljenemu volku. In predrzno tuhtam dalje, kako bi bilo lepo in prav, ko bi na hišna vrata po zgledu naših plotov obesili ne le napise "Pozor, hud pes", ampak tudi kako obvestilo "Pozor, razvajen otrok". Bi človek hitreje in bolje vedel, kako se vesti, ko prideš na obisk. Ljubi moj sveti Andrej Corsini, obilo žegna za tvoj god, pa nam ga vrni in izli na nas, da nam razvajenim spere dlako in volno. Gregor.